Oj, otroci, nova sreda, nova zgodbica. Danes nosi naslov Runtole. Nekoč, davno je že od takrat, ko sem bila še mala radovedna punčka, sem velikokrat na vprašanje, kam greš komu, dobila odgovor: v Runtole špeh focat. Tako so mi odgovarjali starejši, zraven pa so se vedno zasmejali. Nikoli nisem dobila odgovora, kje so te Runtole in zakaj se špeh sploh foca. Ko sem zrasla, sem spoznala, da so se odrasli na ta način rešili moje radovednosti. Ali pa so, ne da bi se zavedali, burili mojo domišljijo. In tako je nastala ta zgodba. Nekega jutra, ko se še ni zbudil prvi petelin, da bi zakikirikal in zbudil vas Runtole, se je iz obiska v sosednjih Repolah vračal županov glasnik po imenu Čveka. Kdo je glasnik, boste rekli? To je bil tisti, ki je prenašal novice iz vasi v vas. Prenašal pa je tudi čveke, izmišljotine, največkrat pa tudi sam dodal kakšno novico in še kakšno izmišljotino. Lahko bi rekli, da je bil v tistih časih nadomestek za današnje telefone, televizijo, internet in podobne stvari. To zgodnje jutro je Čveka izgleda zelo razburjen hitel mimo svoje hiše naravnost proti županovi, saj kar se godi v Repolah, mora prvi izvedeti kdo drug kot župan Jože Runtolovnik. Čveka se je ves zadihan ustavil pred županovimi vrati in začel na vso moč razbijati po njih. Vsi v hiši so se prebudili in se spraševali, kaj se dogaja ob tej uri. Župan si je oblekel jutranjo haljo, nataknil očala, obul copate in šel proti vratom, ki so žalostno ječala pod Čvekinimi udarci. Odprl jih je ravno v trenutku, ko je Čveka hotel znova udariti po vratih in namesto vrat je zadel županov nos. Udarec je bil tako močan, da se je župan zvrnil po tleh in iz nosa se mu je ulila kri. Čveka se je od groze, kaj je storil, skoraj polulal v hlače. Župan pa si je brisal svoj nos in ga zmedeno gledal. Medtem je prišla gospa županova in pomagala svojemu županskemu možu na noge. Čveka se je začel opravičevati, župan pa je samo zamahnil z roko in mu rekel, da naj že pove novico, ki ni mogla počakati do belega dne in preprečiti krvavitev iz njegovega nosa. O poškodbi župana Runtolovnika je Čveka skoraj pozabil, kaj je slišal v Repolah, a se je hitro zbral in začel pripovedovati. Kot veste, sem bil v Repolah in tam sem opazil, da na robu vasi kopljejo veliko luknjo. Vsi iz vasi pomagajo in še zelo dobre volje so. Tudi župan Repolovnik je bil tam in to zelo nasmejan. Ko pa sem hotel izvedeti, kaj delajo, sem dobil vedno enak odgovor. Kaj ne vidiš? Luknjo kopljemo. Se vam ne zdi, da je to zelo, zelo čudno? Saj navadno povedo in se pohvalijo, kaj delajo. Župan Runtolovnik se je zamislil ob tej novici, pozabil je na svoj boleči nos in rekel: Čveka, ti si naredil eno veliko napako. Moral bi vprašati, kaj bodo naredili, ne pa kaj delajo.
takoj se odpravi nazaj v Repule in jih to vprašaj. Jaz pa bom sklical vse vaščane, da se pogovorim z njimi o tej čudni zadevi. Takoj, ko je Čveka odšel, se je župan uredil in naročil svojemu pomočniku, naj skliče vaščane. Vsi naj pridejo k vodnjaku na sredi vasi. Rečeno, storjeno. Vsi radovedni Runtoljčani so se hitro zbrali na trgu in ko se je pojavil župan, so ga veselo pozdravili. Izgledal pa je malce zaskrbljen in tudi z njegovim nosom ni bilo vse v redu. Povedal jim je svojo novico iz Repol in želel slišati, kaj oni mislijo o tej zadevi in tej luknji, ki jo kopljejo. Gospod odvetnik je takoj predlagal, da se pozanimajo o dovoljenju za kopanje luknje. Gospa Pobožnikova je rekla, da se ji zdi najbolj sumljiva njihova dobra volja pri kopanju luknje. Gospa Doktorjeva pa bi najraje tja poslala kar svojega moža, seveda doktorja, da jih pregleda, ker mogoče to delajo, ker niso zdravi. Nazadnje je župan prekinil pogovor in povedal, kakšna navodila je dal on Čveki. Navdušeni seveda nad njegovo župansko modrostjo so se razšli v želji, da čim prej izvedo kaj novega. Medtem je Čveka prispel do Repul, a ker je bil zelo utrujen, saj ni spal vso noč in zopet je bil na poti v Repule, se je ulegel pod staro hruško, ki je stala na začetku vasi, in zaspal. Sanjalo se mu je v luknji, ki jo kopljejo v Repulah, kako je padel vanjo in kako je prišel iz nje na drugi strani zemlje. Od groze se je prebudil, ves zmeden se je spomnil svoje naloge in se potuhnjeno odpravil na drugo stran vasi, tja, kjer so vaščani prejšnji dan kopali luknjo. Ko je prispel, je zagledal nekaj čisto drugega. Ni bilo več luknje, ampak je bila velika jama. Okoli jame pa ni bilo nikogar. Nihče več ni kopal. Čveka je bil presenečen. Ogledoval si je jamo, hodil okoli nje in naenkrat zagledal na dnu jame listek. Previdno se je spustil v jamo, pobral listek in začel brati. Na listku je najprej pisalo za Čveko. Kako je šlo pa naprej? Mi v Repulah vemo, da vse, kar se dogaja pri nas, ščvekaš v Runtolah, svojemu županu, in da le zato hodiš v našo vas, da kaj izveš. Skopali smo najprej luknjo in nato jo povečali v jamo, ker smo vedeli, da se boš vrnil še s kakšnim radovednim vprašanjem. Jamo moraš zasuti, seveda ni čisto zares, da jo moraš, lahko jo zasuješ. Ali pa odhitiš k svojemu županu in poveš, da je radovedno super zadeva, dokler ne postane preveč nadležna. Preveč švekljivovi pa tako ni dobro, da smo. Če jame ne zasuješ, bomo vse to mi sporočili županu. Potem se sam znajdi z njim in njegovim razbitim nosom. Čveka je bil popolnoma zmeden.
mar bi focal doma špeh ali ležal v senci pod kakšnim drevesom. Zdaj pa naj zasuje jamo, ki so jo drugi skopali, ali pa pove županu, kako so si ga privoščili. Ker je bil čveka pa čveka in še to zelo radoveden, si je poiskal tretjo pot. Odpravil se je na drugi konec dežele, morda v kakšne druge runtule ali repole, če tam foca špeh ali koplje luknje in jame, ne vem. Vem pa, da ga v vasi Runtule nikoli več nihče ni videl. Županov nos pa se je tudi popolnoma zacelil in pozdravil. Tako, otroci, če vam je bila zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. Se vidimo naslednjo sredo.